Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Konec prejšnjega tedna so v Luciji odprli prenovljen in razširjen športni park, ki bo za vse generacije predstavljal pomembno pridobitev, hkrati pa ponudil nove možnosti za rekreacijo, druženje in zdravo preživljanje prostega časa. Sama investicija občine Piran je znašala skoraj 600 tisoč evrov, od tega jih je 250 tisoč prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Župan Korenika je pri tem pohvalil hitro realizacijo projekta, saj so morali sprva kupiti del zemljišča, premakniti vodovod, pridobiti služnosti in še gradbeno dovoljenje. Športni park zdaj obsega novo igrišče z umetno travo, malo nogometno igrišče, trim stezo, 200-metrsko dvostezno tartansko tekaško stezo, zunanje fitnes naprave, nove tribune ter popolnoma prenovljeno infrastrukturo od kanalizacije do razsvetljave in ograj. Omeniti velja, da je bilo podjetje Pia Studio d.o.o. iz Portoroža glavni projektant, gradbena dela pa sta izvajali podjetji Hipox d.o.o. iz Ljubljane ter Hartis iz Lucije. Nova pridobitev bodo pomembne tudi za razvoj športnih ekip, predvsem pa za rekreacijo številnih generacij v naravi. Poleg tega bo nova razsvetljava omogočila daljšo uporabnost parka vse do večernih ur, dodatna ograja pa bo poskrbela tudi za varnost. Občina Piran se je za konec zahvalila vsem, ki so pripomogli hitri realizaciji projekta, med drugim tudi vsem 4 osnovnim šolam, hkrati pa je ljudi povabila v park, ki bo po novem tudi prostor prijateljstva in pozitivne energije. Včeraj se je v parku urbanih športov na Bonifiki slavnostno odprl Pump Track, ki je obogatil koprsko športno ponudbo in tako poskrbel za tovrstne ljubitelje adrenalina. Kolo Park stoji za rolerskim parkom in predstavlja večji objekt na območju mestne občine Koper. Dejansko namenjen čisto vsem starostim in različnim skupinam uporabnikov. Prednostno oziroma najbolj primeren je za kolesarje, sicer ga pa uporabljajo tudi skejterji, otroci na skirojih, tudi kakšne rolerje se najde. Sicer je pa Pump Track po defaultu kolesarski objekt. Investicija je občino stala nekaj manj kot 300 tisoč evrov, je pa fundacija za šport prispevala več kot 56 tisoč evrov. Gradnja objekta je sicer del projekta Zelena infrastruktura Bonifika. Izvajalec del Aliansa ASE d.o.o. je pri tem uredil tudi okolico, postavil 2 klopi, stojalo za kolesa ter koš za smeti. Pot od parkirišča do Pump Tracka je peščena, medtem ko so ostale nepohodne površine zatravljene. Mislim, da je pomembna pridobitev, predvsem zato, ker je že več desetletij, odkar sem slišal, da je potrebno to, da je aktualno to. Že mislim, da približno 100 Pump Trackov je po Sloveniji, približno toliko tudi občin, ki že to ima. Skratka, je športna disciplina, ki je aktualna in je prav tudi, da se izvaja tudi v naši občini. Kot vidite, število kolesarjev niti ni tako majhno že samo danes. Športniki se bodo lahko na tem objektu zadrževali vse do polnoči, saj bodo to omogočali novi reflektorji. Mladi kolesarji pa so se udeležili tudi otvoritve, kjer so z veseljem stopili pred kamere Megafona. S športom se mogoče ukvarjam vsaj 3 leta, 4. Ja, nekaj Pump Trackom se videl v Izoli, v Kopru, ki je zdaj prišel nov. Sem bil že na Pump Tracku v Luciji, ampak mi je tada še boljše, ker je več in ima še skoke. Mogoče malo več teh Pump Trackov zaradi tega, da bi vsakič lahko šli drugam, da jim menjavali. Ima visoke bande, ovinke ima zelo visoke in zelo dober je bil všeč. Zaenkrat bo dovolj. Ko nas bo več vozilo, mogoče še malo še kakšen. Glede na odličen včerajšnji obisk, verjamemo, da se za uporabo Pump Tracka ni za bati. V sredo sta se v sklopu 29. kroga prve državne nogometne lige v Stožicah pomerila vodilna Olimpija ter Koper. Slednji je pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića na prvih 3 tekmah zabeležil prav toliko zmag. Njegovi varovanci so se samozavestno odpravili v prestolnico, kjer so dokazali, da odlična forma in 3. mesto na lestvici nista slučaj. Že v prvem polčasu so igrali rumeno-modri zelo preudarno, a sta se ekipi na odmor podali brez zadetkov. Prvih 45 minut sta zaznamovala poškodba koprskega nogometaša Pabaja ter sumljivo nedosojena 11-metrovka nad Manserijem. V 63. minuti je gostujoči kapetan Mittendorfer z avtogolom poskrbel za vodstvo zmajev,
a se je dobre četrt ure kasneje svojim drugim zadetkom v sezoni odkupil. Postavil je končni rezultat 1-1, kar pomeni, da so Kanarčki tudi po težkem gostovanju ostali na 3. mestu. Olimpija je na čelu razpredelnice s 13 točkami več od Maribora, ki ima 2 tekmi manj. Koper je še naprej na mestih, ki vodijo v evropska tekmovanja, poleg tega pa je tudi v igri za pokalni naslov. Olimpijo čaka v soboto gostovanje v Lendavi pri Nafti, medtem ko bomo na Bonifiki v nedeljo spremljali primorski derbi med Koprom in Primorjem. Spomnimo, nazadnje so Ajdovci na Obali slavili 4-3. Klub študentov občine Koper je dobil nove prostore. Neprofitno društvo, ustanovljeno leta 1994, je najprej delovalo v majhni pisarni v taverni, nato pa se je leta 2001 preselilo v prostore na Cankarjevi ulici 9A. A ti prostori v skupni velikosti 130 kvadratnih metrov so sedaj prišli v uporabo znanstveno-raziskovalnega središča, zato se je klub preselil v nove prostore na Cankarjevi ulici 6A. Odprtje novih prostorov je prelomno, saj je klubu po kar 31 letih delovanja dodeljen tudi večnamenski prireditveni prostor. So odlični zato, ker želimo izpeljati, kar je skupnost študentov, ker nudimo možnost tudi organizacije marsikaterih projektov, ki si jih bi naši aktivisti želeli organizirati. So še nepopisani. To pa je dejstvo, ampak to pa pride s časom, s tem, da bomo tukaj, s tem, da bomo imeli prisotnost in delali, bomo jih tudi okrepili, kar se tiče nekega vzdušja noter. Tako da so odličen začetek. Župan Kopra Aleš Brežan je ob odprtju podal nekaj spodbudnih besed, saj je tudi sam nekoč bil del Kšoka. Vsi tisti, ki smo danes tu, ki nekaj živimo, imamo en košček Kšoka v srcu in vse, kar in ni, da vas bolj spremljamo, eno uho tako vsako toliko vržemo, da vidimo, kaj se dogaja. In predvsem mar to, da se dela za namenom, zakaj Kšok postane. Torej, da se dela transparentno in da se trudite za to, da vi, ko boste bivši Kšokovci, boste tudi lahko rekli pismo leto. Ta organizacija je uspela preživeti to od generacij in je uspela preživeti z nekimi nihanji, bolj živahni, manj živahni, se ni panike, samo tako zdravo naprej, ne? Tako da, ko boste enkrat imeli tudi vi potomce, boste z veseljem rekli pismo 50 članov klub študentov, ker klub študentov bo kot v študentskem nazivanju vedno postane, tako drugače. Tako da dajte delati na temu, da ostane ta organizacija zdrava. Kšok je najbolj znan po prirejanju dogodkov, kot so Živela ulica, festival Jeff, koncertov, delavnic in predavanj ter obširnejših dogodkov, kot je teden smučanja. Prvi dogodek v novem prostoru je postregel s koncertom izvajalcev Caro Mio in One Cupcake Away. V aprilu načrtujejo še izmenjevalnico oblačil, kuharsko delavnico in delavnico kvačkanja, jam session, filmski večer ter večer namenjen kulturi drega. V enoti Ribica v vrtcu Koper je koprska mestna občina odprla že drugi oddelek prilagojenega programa predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami. Prvega je občina odprla v začetku šolskega leta 2022-2023, novega pa je odprla v sodelovanju z vrtcem Koper ter razvojno ambulanto zdravstvenega doma Koper. Slednji poudarjajo, da je to pot k večji inkluziji tovrstnih otrok, ki predstavlja sprejemanje, sodelovanje in medsebojno učenje. Ta korak je pomemben predvsem zato, ker se lahko strokovne delavke tem otrokom z upoštevanjem posameznikove razvojne perspektive in njegove potrebe individualno posvečajo. Skupaj na to odkrivajo področja in dejavnosti, ki jih otrok zmore opravljati in v katerih lahko optimalno napreduje s pomočjo vrstnikov. Nevztrajno se bliža poletje, zato so v mestni občini Koper že začeli s prvimi ureditvami obalnega pasu. Prenovljeno podobo bo dobila Semedelska promenada, kjer bo vse od Hlavatjevega parka do čistilne naprave tlakovana sprehajalna pot. Nasip v promenadi je zelo priljubljeno sprehajališče, a je bilo ob deževnem vremenu pogosto spremenjeno v blatno stezo. Na 400 metrov dolgi trasi bo Komus d.o.o. položil betonske tlakovce z zatravljenimi odprtinami. Dela naj bi bila zaključena v roku 20 dni, naložba pa bo stala skupaj z davkom približno 40 000 evrov. Obmorski park Žusterna
je izbrala najugodnejšega ponudnika za najem javne površine za opravljanje gostinske dejavnosti. To je podjetje Moj jogurt, gostinstvo in trgovina d.o.o., ki bo z novo gostinsko ponudbo skrbelo od meseca maja pa vse do konca septembra. Sama parcela je v skupni velikosti 200 kvadratnih metrov. Omenjeno podjetje je ponudilo tudi najvišjo mesečno uporabnino, in sicer kar 9100 evrov brez davka. Premični zabojnik bo namenjen ponudbi pijače in hrane, vključno s sladoledom. Terasa z odprtim pogledom na morje bo opremljena z mizami in stoli za okvirno 100 gostov. Omeniti velja, da bodo zraven postavljena tudi otroška igrala. Če je bilo na tem območju več sreče z iskanjem ponudnikov, pa Marjetica Koper še naprej išče najemnike za opravljanje gostinske dejavnosti na samem kopališču Žusterna. V podjetju še dodajajo, da so vse informacije na voljo na njihovi spletni strani. Luka Koper je zabeležila nov uspešen mejnik. Mesec marec je bil rekorden, kar se tiče pretovora kontejnerjev, saj so jih na ladje naložili in iz njih razložili kar 110.810 kontejnerskih enot. S tem so za več kot 4.000 enot presegli oktobrski dosežek. To je velik dokaz, da kljub varnostnim razmeram v Rdečem morju in preusmeritvi tovora okoli Afrike, transportna pot skozi severni Jadran še naprej pridobiva na pomenu. Predsednica uprave Luke Koper, Nevenka Kržan, je na tem mestu poudarila, da se v podjetju zavedajo, kako pomembno je v teh negotovih časih izkoriščati poslovne priložnosti, za katerih je naše pristanišče eno najpomembnejših v regiji. Poleg tega je čestitke namenila vsem zaposlenim, ki s svojim delom upravičujejo sloves nam pomembnejšega kontejnerskega terminala na Jadranu. V koprski luki se zavedajo, da bodo ostali konkurenčni v svetovnem pomorskem prometu le, če bodo stremili k razvojno naravnanim projektom. Prednostna naloga pristanišča ostaja gradnja dodatnih pristaniških kapacitet, zato se že širi severni del prvega pomola, ki prinaša nove obalne konstrukcije z 2 privezama skupne dolžine 326 metrov ter 7 hektarov skladiščnih in manipulativnih površin. Prva faza tega gradbeno in finančno zahtevnega projekta bo zaključena do konca leta 2027, po vseh izvedenih naložbah pa bo skupna kapaciteta terminala znašala 1,8 milijona kontejnerskih enot letno. V Portorožu je, tako kot vsako leto, potekal dvodnevni kadrovski kongres, ki v slovensko Istro privabi številna podjetja in kadrovske menedžerje iz cele Slovenije ter tudi ostalih nam bližjih držav. Tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko so se zbrali v Grand Hotelu Bernardin. Ta dogodek sicer še predstavlja stičišče strokovnjakov za rekrutiranje, razvoj sodelavcev in vodij, znamko delodajalca, organizacijsko kulturo, nagrajevanje, HR procese v organizacijah javnega in zasebnega sektorja ter nasplošno ljubezen do razvoja stroke in tkanja poslovnih stikov. Ja, namen kadrovskega kongresa je pravzaprav networka, pa združevanje vseh kadrovskih delavcev, ki delajo na področju kadrov, se pravi, da se med seboj podružijo, izmenjajo izkušnje in prisluhnejo dobrim praksam. Tovrsten dogodek se vse od leta 2019 tradicionalno izvaja v Bernardinu, z izjemo covidnega leta, ko se je kongres moral preseliti v avditorij. Poleg delavnic in predavanj, ki so vključeni v bogat program, pa se na stojnicah predstavljajo podjetja, ki z različnimi pristopi privabljajo udeležence. Jaz prihajam iz podjetja Smart Arena. Mi se v bistvu ukvarjamo z razvojem platforme, ki pomaga organizacijam pri digitalizaciji učnih izkušenj v podjetjih. Kaj me pripeljalo letos sem isto, kar že pretekle leta, in to je ful dobra energija, ki jo kadrovski kongres vedno ima. Vsako leto znova se veselim v bistvu srečati z znanimi obrazi, ali so to naše stranke ali pa dolgoletni zdaj že prijatelji v kadrovski sredini, tako da vedno dober experience. Ja, prihajam iz podjetja Medis, iz Ljubljane. Na kongres pa sem prišla zato, da spoznamo najnovejše prakse na področju kadrovske službe, ne samo iz Slovenije, ampak iz Evrope. Ste vsako leto tukaj, se sicer redno udeležujete takšnih kongresov? Ja, trudimo se, da smo prisotni na vsaj enem večjem kongresu letno. Pa tudi na ta kongres hodimo kar redno. Leta 2023 smo tudi osvojili nagrado za najboljšo kadrovsko službo ravno na tem kongresu in letos smo pa spet tukaj.
Aktivnosti so potekale na 6 odrih, na glavnem slovenskem odru so se pogovarjali o odpornosti, o odpravljanju sprememb v teh negotovih časih in kako najti pozitivno pot v podjetjih. Na ostalih so potekale delavnice, kjer so strokovnjaki modrovali o tem, kako izboljšati HR področja. Vsega skupaj je v teh 2 dneh bo preko 800 udeležencev, prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Letos imamo en poseben oder prav za tudi mednarodne goste iz Hrvaške, Srbije, Bosne, tudi iz Makedonije so prišli in Prištine, iz Kosova, tako da ta poseben oder, ga kličemo Lavičar Adria, je preko 130 udeležencev, drugače iz cele Slovenije. Javni sektor in privatni. Koliko je takih kongresov recimo v Sloveniji, je ta največji? To je verjetno, oziroma ne bi bil skromen, je v bistvu osrednji slovenski kongres področja HR-ja. Smo pa v lanskem letu tudi kot protivtež temu kongresu na morju, ki se ga vsi veselimo okoli Velike noči, dodali še enodnevni festival v Ljubljani, letos bo 16. septembra, ki je pa v bistvu že prvo leto prerasel po številu ljudi in že lani nas je bilo 2000 tam. Letos bo 16. septembra, tako da vabljeni. Najlepše hvala. Občina Piran se je znova odločila objaviti razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnove streh in fasad v starem mestnem jedru. S tem želijo spodbuditi urejenost, hkrati pa oživljanje mestnega jedra ter prispevati k ohranjanju kulturne dediščine tega mesta. Subvencioniranje velja za obdobje 1. januarja do 14. novembra, sam razpis pa velja do 2. septembra. Do subvencije so upravičene fizične osebe, lastniki, solastniki ali najemniki stanovanj oziroma stanovanjskih stavb znotraj historičnega mestnega jedra Pirana, ki imajo stalno prebivališče v občini Piran in nimajo neporavnanih obveznosti do nje. Pomembno je vedeti tudi to, da je občina v ta namen namenila 25.000 evrov, višina sofinanciranja pa znaša do 50% upravičenih stroškov, a ne več kot 5.000 evrov. Subvencija se dodeljuje glede na točkovni sistem, kjer se upoštevajo lokacija stavbe, kulturna dediščina ter stanje fasade in strehe. Vlogo lahko do prej omenjenega datuma oddate na Urad za gospodarstvo in turizem občine Piran. Občina Piran je pred dnevi, natančneje 5. aprila, začela z asfalterskimi deli na Stjenkovi ulici, zaradi katerih je onemogočeno parkiranje na delu parkirišča pri 3 papigah. Dela bodo trajala vse do 18. aprila, zato na občini še sporočajo, da ljudje vozila parkirajo na drugih javnih parkiriščih v bližini. Precej bolj radostni so v Ankaranu, kjer je občina uredila skupno 19 parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje in sicer na 6 parkiriščih v naselju. Poskrbljeno ni bilo zgolj za občane, marveč tudi za ostale obiskovalce in zaposlene v Ankaranu. Slednji lahko po novem z abonmajem D parkirajo tudi na parkirišču Regentova 6 do 10, tik nad šolskim igriščem, ki je bilo doslej namenjeno le imetnikom abonmajev A in B. Ta abonma lahko zaposleni kupijo poleg navadnega letnega abonmaja, mesečni stane 12,50 evra, letni pa 100 evrov. Dodatna parkirišča so bila zagotovljena na mestih Vlahovičeva vzhod, Vlahovičeva zahod, Bevkova, Regentova 6 do 10, Regentova sever ter Srebrničeva zaklonišče. Parkirišče za kratkotrajno parkiranje so označena z modro barvo. Pri parkiranju pa je potrebno s parkirno uro označiti čas prihoda. Pomembno je vedeti, da je čas omejen do 2 uri. Vendarle pa bo tudi v Ankaranu ta vikend nekaj preprek, saj bo zaradi istrskega maratona zaprto celotno parkirišče na Sveti Katarini. Popolna zapora prometa bo tudi v jutranjih urah in sicer na delu Jadranske ceste med Sveto Katarino in Železniško cesto, katera bo tudi v celoti zaprta. Spadate v tisto generacijo, ki se še spominja, kako je Koper izgledal nekoč, ali ste del generacije, ki je znana le sedanja podoba mesta? V videu obudimo spomine ali pa odkrijemo, kako je največje obalno mesto v Sloveniji izgledalo v 70. letih. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika.
V soboto 12. aprila ob 11. uri bo v kreativnem centru v Kopru potekala otroška delavnica z glino. Ob 11. uri in 30 minut pa v Lutkarnici v Kopru sledi lutkovna predstava za otroke v deželi Rega Ga. Za ljubitelje smeha bo ob 20. uri v Kulturnem domu Izola potekal festival komedije z znanimi slovenskimi komiki Tinom Vodopivcem, Sašom Staretom, Markom Džamastagićem in Davidom Gorinškom. Ob isti uri pa bo v gledališču Trtini v Piranu potekal koncert, kjer bodo opranistka Aneta Ilić, pianistka Lidija Stanković, oboist Borislav Čičovački in violončelist Srđan Sretenović preigravali Bachove arije. Ob 21. uri pa se bo v Hangar baru v Izoli predstavil Recycle Man z bendom, ki bo večer popestril z džezom, rockom in trip-hopom. Pol ure kasneje pa bo v Snack baru v Kopru nastopil Omar Naber s pop-rock repertoarjem. V ponedeljek 14. aprila pa bo ob 18. uri v Auditoriju Portorož na sporedu gledališka predstava Čar Sičuana, ki bo predstavila tradicijo in kulturo kitajske province Sičuan. Na torek 15. aprila se boste lahko ob 18. uri v osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru udeležili glasbenega dogodka z naslovom Glasbeni akvarij, kjer se bosta tokrat predstavila glasbenika Jaka Strajnar in Nika Solce. Ob 19. uri pa bo v gledališču Trtini v Piranu potekala glasbena komedija La La Life v izvedbi Perice Jerkoviča in Roberta Petana. V sredo 16. aprila pa bo ob 17. uri v prostorih Javnega sklada za kulturne dejavnosti Koper v sklopu cikla delavnic Medgeneracijski ustvarjalni pobeg potekala delavnica v uporabi tehnike grafika na žlico. Na četrtkov večer ob 18. uri in 30 minut pa bo v Centru mladih Koper potekal filmski večer. Tokrat bo na ogled projekcija filma Švic režiserja Mangusa von Horna. Ob 19. uri in 30 minut v Pokrajinskem muzeju Koper sledi koncert tokalca Darja Savrona v sklopu serije Amabile z muzejem. V petek 18. aprila pa se bo ob 19. uri in 30 minut v Auditoriju Portorož odvila gledališka komedija Županova Micka Prešernovega gledališča Kranj. Ob 20. uri pa v klubu študentov občine Koper sledi glasbeni večer z naslovom Slavik Hard Bass, kjer bo nastopil DJ Disco Kset. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za ta teden vse. Bodite z nami tudi prihodnji teden. Srečno!